Vas zanima, katere sorte breskev so naravno odporne na breskovo kodravost? Prva je zagotovo sorta Chiara. Sorta Chiara je zgodna breskev, rumenomesnata. Sicer ne gre od koščice, ampak vam zagotavlja tisti prvi zgodnji pridelek breskev v mesecu juliju. Kaj pomeni breskova kodravost? Breskova kodravost pomeni to, da enostavno rastlina ne izgubi listov. Ta sorta je pravzaprav tolerantna, tako da jo kodravost potencialno lahko okuži, ampak ne povzroči kakšne bistvene škode oziroma škode pravzaprav sploh ni in pridelek je normalen, bogat, brez kakšnih težav, brez defolizacije samih listov. Sicer druga meni zelo ljuba sorta pa je sorta Cesarini. Sorta Cesarini zori konec avgusta, začetek septembra. No, ta sorta pa je povsem naravno odporna, ima genetske lastnosti, ki jo odlikujejo po tem, da enostavno je povsem odporna na breskovo kodravost in to je tisto najboljše pri tej sorti. Obiramo jo v poletnem času, kot sem že omenil. Tretja sorta pa je taka stara, kmečka sorta breskev, rdečemesnata. Predhodno breskev Cesarini je bila belomesnata in gre praktično od koščice. Tukaj pa imamo rdečemesnato breskev, nekoliko manjša in enostavno sorta Sanguinella je tudi odporna na breskovo kodravost in tudi številne druge bolezni. Je taka trotelziher breskev in priporočam, da na svojem vrtu posadite kar vse tri sorte in na ta način si zagotovite pridelek od poletja pa tam do jeseni. Seveda pri sajenju breskev enostavno poskrbite še to, da si priskrbite ustrezno gnojilo. Jaz zelo rad uporabljam organsko gnojilo v obliki pelet, ki ima ogromno mikroorganizmov in ima tudi zelo močan vonj. Tako da ta vonj, sem opazil, pa nekako odganjalno deluje proti voluharju. Vsekakor pa breske posadite v mrežo proti voluharju. Pognojite še s plantela sadjarskim gnojilom. Tukaj imam gnojilo Biogrena. Vsekakor pa od organskih gnojil lahko posegate tudi po organskem gnojilu plantela Organic. Tega dodamo nekako nad korenine, plantela sadjarsko gnojilo pod korenine in to je tisto založno gnojenje, ki vam bo pomagalo, da bo pridelek bogat tudi še v naslednjih letih. Predlagam, da posadite čim več odpornih sort breskev, tako si zagotovite obilje domačega pridelka, navsezadnje boste tudi manj škropili, skrbeli za okolje in pa vaše zdravje.